Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Pred vami je ponovna oddaja Minute županom. Ob meni pa seveda naš župan Mestne občine Krško, gospod Janez Kerin. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni, hvala. Gospod župan, da se malce sprostiva, kako ste? Ste dobro? Dobro pomeni zlata sredina. Potem sem dobro, ali pa morda celo odlično, kakšna stopnja je višja od zlate sredine. Pač tudi primerno temu letnemu času, pomlad je tukaj in vesel sem, da se tudi zdaj vse prebuja, tako gradbišča, tako tudi naša narava in ja, dobro sem, lahko rečem odlično. Konec koncev smo tudi ljudje, ko se pokažejo tej sončni žarki, bolj odprti za vse možnosti, za pogovore, za realizacije nekaterih dogodkov, idej. Ja, tako? Ja, se mi zdi, da sicer pravimo, da imamo po zimi več časa, ampak ravno nasprotno, da zdaj spomladi prihajajo neke nove ideje, nek nov čas, pogovori s prijatelji, odpirajo se letne terase, skratka, življenje je v vzponu. Dobro, gospod župan, pa začniva z rebalansom proračuna, ki je v pripravi. Bom rekla, proračun ni samo neka številka na papirju, je konec koncev živa stvar. Ja, proračun je živa stvar, ki je pač podvržena takšnim in drugačnim spremembam, ki jim rečemo pač rebalans proračuna. Skratka, težko je planirati na začetku nekega leta, koledarskega leta oziroma še pred začetkom vse stvari, ki se pojavljajo skozi potem tekoče leto. Različni vplivi so, seveda od spremembe zakonodaje, državne spremembe do raznega sofinanciranja, spremembe ali pa prijave na nove projekte, tako evropske kot državne, odobrene projekte, skratka, vse to vpliva, da se običajno, bom rekel tako, v narekovajih, najmanj dvakrat pristopi k rebalansu proračuna, s tem spremembam, enkrat je to ponavadi v spomladanskem času, to je zdaj, mi bomo to delali 8. maja na naši redni seji, ponavadi pa potem koncu leta, ker vidimo, kje smo, kako smo bili uspešni, da se še uskladi posamezne postavke in da tudi potem zaključimo leto tako, kot se spodobi, z zaključnim računom, ki je pač pristojen oziroma primeren dejanski porabi. V redu, že v prejšnji oddaji sva se dotaknila, imam tukaj zapisano teme, namreč dokončana je investicija Skale Beli pesek. Če se ne motim, cilj investicije je bilo povečanje same prometne varnosti na tem območju. Tako, kot smo že pač rekli, tudi dobil sem en kup, bom rekel, zahval, ne pohval, zahval, da smo končno to realizirali. Tako so zadovoljni sami prebivalci tamkaj živečih vasi, zadovoljni so potem oskrbnik same koče na Bohorju, skratka zdaj dostop varen, primernejši, bom rekel, primeren dogodkom, ki se tudi dogajajo na samem Bohorju, na sami koči in primarno je pa to tista varnostni pogled, s katerim smo pač to Belo skalo tako imenovano pač sanirali, popravili, plačali, uskladili tudi tisti del ceste, ki je bil najbolj nekako na udaru raznih posameznikov, da jemljemo iz nekega drugega proračunskega postavke in tako naprej. Skratka, zadeva je zaključena, vožnja, potem delo vozišče je varna in verjamem tudi v veselje, tako bom rekel, obiskovalcem samega Bohorja na koči oziroma Bohorja, kako tudi tamkaj živečim prebivalcem in rekel, ena taka sicer morda se vidi zelo nek manjši del, glede na celo območje, ki ga imamo, ampak zelo pomemben, sploh če vzamemo v obzir vso časovnico, koliko časa se je to pripravljalo in tudi samo zahtevnost tega posega in tukaj vsa čas, bom rekel, izvajalcev. Dobro, malo smo podaljševali roke, ampak so bile tudi za to argumentirani razlogi. Skratka, zadeva je zaključena in s ponosom vabljeni tudi po tej cesti, da se pripeljejo naši prebivalci, da bojo videli, da smo to zaključili. Mi o veselje takole, jaz ko sedim nasproti vas, začuti, da ste tudi vi zadovoljni, ne samo občani, ko se naredi recimo ob enem takšnem projektu, potem na koncu tista še ena uspešnja kljukica, Pa ja, se delamo vsi zato, da imamo nekaj dobrega, nekaj novega, nekaj lepega. In zdaj, če to preneseš iz zasebne sfere,
vsi se trudimo, da imamo čim boljše kvalitetno življenje kot doma, v družini, potem to treba samo prenesti na skupnost. Ne? In če to znamo, pa vsaj v neki meri smo sposobni to prenesti na skupnost, ni lepšega. Ne? Ker, bom tako rekel, kaj pomeni, če sem jaz srečen, če je sosed nesrečen. Ne? Tako je. Niso razmerja. To, če smo pa oba sosedom srečna, vesela, pa mislim, da je to neka dodana vrednost kvalitete življenja, ker v končni fazi življenje je, prekratko glede na celoten obstoj sveta. No, srečni in zadovoljni bodo pa tudi prebivalci Rake. Parkirišča na Raki so šla iz papirja ravno tako v prakso. Ja, se pravi, s tem ne bom rekel, veliko dela je s papirji. Včasih se vprašam, je res temu toliko vsega potrebno? Ja, je potrebno. Vse enako je pri gradnji hiše, ne? Isto, je potrebno in ta časovnica s temi papirji je včasih veliko daljša, včasih pa kar pogostoma, veliko daljša kot pa sama tista, ki se nanaša na samo gradnjo. Ne. In vesel sem, da lahko povem na tem mestu, da je bila uvedba v delo za parkirišče Raka 28. marca, se pravi nekaj dni nazaj, če tako rečem, ali pa kar pol meseca nazaj. Pričetek del je pa predviden 14. se pravi 14. aprila, dokončujemo v bistvu fazo izvajalca arheoloških raziskav. Raka okoli Cerkve je pač območje, kjer morajo se vključiti tudi arheologi s svojimi pač raziskavami in bodo pač to območje pregledali, prekopali, če tako rečem. Ne. Tako da dejansko pričakujemo samo delo na terenu, pa tisto fizično, ker bojo pač tudi ljudje najbolj videli po velikonočnih praznikih. Se pravi po 24. Velikonočni ponedeljek verjetno ne, potem pa bojo zahrumeli tudi stroji na tem območju in verjamem, da bomo tudi potem uspešno to zadevo pripeljali do konca. Gospod župan, kako pa je s peš mostom v Krškem, kerozinski, za kater most pravzaprav gre? Kakšen je namen, da pojasniva našim gledalcem? V Krškem imamo kar nekaj mostov. No? Zato sprašujem. Lahko rečem, da počasi postajamo mesto mostov, ampak povezovanje levega in desnega brega Save je zelo pomemben dejavnik, kajti Sava lahko združuje, lahko pa tudi razdružuje in več sil napenjamo v to smer, da bi pač Sava povezovala ljudi, seveda povezuje pa tudi preko mostov. Kerozinski most, tako imenovani, tisti starejši prebivalci naše mestne občine Krško bodo vedeli, za kater most gre, mlajši pa nekoliko manj. V bistvu gre za most v neposredni bližini našega športnega parka, se pravi Balin placa, tenis placa, gradbišča za bazen, štadiona v končni fazi, ki je v lasti v bistvu, v lasti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. Tam je včasih potekal pač kerozinovod za časa bivše skupne države. No in ta most bi mi radi obnovili v tem pogledu, da bi imeli preko brv most, kakorkoli že, za pešce in kolesarje, ki bi povezovali, bi rekel, Videmsko stran z to desno stran, z južnim delom Krškega ali pa Leskovca, pa Žedovinka, kajti tukaj je, kot si že rekel, je ena zaključena športni park, bo park urbanih športov, je tukaj štadion, je tukaj bazen, je tukaj tenis center, tukaj so avtodomi, skratka, vse to bi približali Videmsko stran tem desni strani. Ne smemo zanemariti, tukaj tudi pokopališče, tukaj tudi srednja šola, tukaj so nakupovalni centri. Skratka, tukaj je en kup dejavnosti, ki bi s tem mostom omogočili neko povezanost pešcem, kolesarjem. In želja, da ta most vzpostavimo čim prej. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Obstaja tudi velika verjetnost, da bi bil ta most tudi lahko predmet sofinanciranja tako imenovanega CTN mehanizma, to rad poudarjam. Skratka, seveda za to rabimo dokumentacijo. Dokumentacija je v pripravi, se pravi projektna dokumentacija za samo izvedbo te gradnje. Narejen je projekt, narejena je izračunana je statika teh, bi rekel, stebrov, ki je zadovoljiva z manjšimi dograditvami. Skratka, ne gre za tako investicijo, kar se tiče samih temeljev, in na te obstoječe temelji bi radi postavili ta most in ob predpostavki, da bo
realiziran tudi plan novelacije ali pa spremembe železniške postaje v Krškem, ki zajema tudi prestavitev peš nad mostom, nad železniškimi tiri dol Vodno. Vidimo tukaj eno idealno povezavo za pešce, za športnike in približamo, bi rekel, športno infrastrukturo, pokopališče, šolo, nakupovalno središče prebivalcem Vidma na dosegu dlani. Namesto bi se vozili okoli, se bo šli lahko peš prehodili preko tega mostu in mislim, da to je ena taka dodana vrednost za naše občanke in občane in ta povezanost jih bo samo lahko povezovala, nekako pa ne more razdruževati. Skratka, zadeva je v pripravi, most pa zagotovo bo, da zaključiva. Tako, most bo, potekajo dogovori o sofinanciranju za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, kajti po protokolih, ki jih imamo že podpisane, so tudi oni dolžni neke posege na tem mostu narediti, se pravi neke stvari stare, ki niso več uporabne, odstraniti, da bi bilo njihovo vložek. Centralne mehanizme nekje realno lahko pričakujemo do 2,2 milijona evrov za ta projekt. Seveda, tukaj smo tudi v pogovoru s posameznimi pravnimi subjekti, ki imajo, bom rekel, svoje poslovne prostore na levi strani Save in so tudi nekako izkazali pripravljenost sodelovati pri tem projektu. V končni fazi se gre tudi za ekološko zaveščanje, trajnostno mobilnost. Skratka, en kup vidikov je, ki bi ta most nekako povezal, združil ljudi in tudi koristil tako občankam in občanom, kako tudi tisti, ki bi se v naših krajih znašli na krajši čas in bi se lepo sprehodili od kulturnega doma, recimo, pa bi prišli na športne površine, skratka neko tako povezanost. V redu. Hvala lepa za enkrat za tale pojasnila. Tukaj sem si zabeležila, gospod župan, ne morem, da se ne bi dotaknila glede članka, ki je bil objavljen, še vedno se ljudje vsakodnevno dotikajo te teme, zakopavanja smeti. Vaše mnenje? Vsekakor bom tako rekel, govorimo o zakopu smeti, ki je bilo ugotovljeno, zdaj tudi potrjeno za odločbo s strani pristojnih organov za to in seveda kot župan, kot bom rekel največji, ne večinski, največji lastnik družbe, ki je očitana, da je to naredila, seveda moram neke konsistence povzeti. Ena taka bo sklic seje občinskega sveta v prihajajočih dneh. Uskladimo termin, ker cilj mi je, da so na tej seji prisotni tisti, za kateri se to tudi nanaša, v bistvu, da bodo dotični, da bodo obrazložili svoje poglede, svoja vprašanja in pa potem seveda priprava ustreznih sklepov, kaj je moja naloga, se dam v ponudbo, bom rekel, občinskemu svetu. Še prej bom imel razširjeni kolegi občinskega sveta, da uskladimo določena stališča, mnenja z njimi in jaz verjamem, da po razpravi, ki bo sledila tej točki, to je tudi edina točka na tej seji, da bomo sprejeli ustrezen sklep, s katerim bomo poskušali doseči nek zaključek te zgodbe, kakorkoli že iz same odločbe izhaja, da je sanacija tega površine potrebna do 25.6. Se pravi, lahko rečemo, to je zelo kratek čas za to sanacijo. Vsi vemo, govorimo o trenutno najdenih ali pa izsledenih smeteh v količini cirka 2900 kubičnih metrov, kar ni malo. Dejstvo je, da so te smeti zakopane na 2 nepremičninah. To izhaja iz uradnega dela objavljenega, se pravi, ena je v lasti družbe, ki je te smeti izkazala na podlagi odločbe zakopala, druga je pa na zemljišču, ki je v lasti Mestne občine Krško in tukaj kot lastniki ne moremo mrvati. Je pa tukaj tudi morda vprašanje, na mestu bi bilo tudi za ostale lastnike. V končni fazi je Mestna občina Krško samo eden izmed lastnikov, poudarjam, največji, to je res, ampak še vedno ni največji, ni večinski. Skratka, vsi ostali tvorijo večino in morda bi bilo to vprašanje tudi za njih, kakšno je pa njihovo stališče do tega. Zdaj kot občan imam stališče, kot župan imam tudi stališče, ampak to stališče seveda kot največji odločevalec v Mestni občini Krško je občinski svet.
bom moral tudi njim prisluhniti in to stališče uskladiti kot celota. Saj veste, kako pravijo, nobena juha ni tako vroča, kot se skuha, verjamem, da boste tudi. Že, ne samo, jaz sem že, bom rekel, od samega začetka, tudi volilne kampanje in pa tudi zdaj, imam ničelno toleranco do takšnih zadev, do kaznivih dejanj, do prekrškov, še posebno, če so ta izvedena z naklepom. Ne. Moramo ločiti, da včasih se zgodi tudi kaj nepredvidljivega, pa smo malomarni, pa naredimo prekršek na cesti, pa naredimo iz tistega prekrška tudi kaj drugega rata. Tudi iz velike malomarnosti se lahko naredi kaznivo dejanje, drugačen sprejem, kot pa z nekim naklepom. Ne. In če dejanje narejeno z naklepom, potem pa tukaj toleranca ničelna in tako je. V redu, bomo seveda sledili tej temi, kako se bo zadeva odvijala. Malce prej sva rekla, da nekje bodo po velikonočnih praznikih šele zabrneli stroji, no v Koprivnici pa že brnijo. Namreč tam poteka ureditev igrišča pri osnovni šoli. Tako je, v Koprivnici v bistvu, bom rekel, že počasi skoraj ugašamo. Ne, malo se hecam. Vse poteka s terminskim planom, zaključili bomo, dobro, če bi bilo kakšno res vremensko, takšne pogoje ne bi mogli delati, ampak načeloma ni to več vprašljivo. 23. maja, se pravi, bi bila zadeva zaključena, da na koncu šolskega leta bojo v bistvu imeli v Koprivnici že vse to, tako kot treba biti. Z namenom, da bojo ta štartali z naslednjim šolskim letom. Izvedena so bila pač posamezne faze obnove tega igrišča, se pravi nove betonske tribune imamo, da bodo pač ob prireditvah, ki je imela šola tudi otroci na tribuno, takih pravih sedeli, obnova opornega zidu. Zdaj se tudi trenutno so postavitev otroških igral, da bo tudi vrtec in pa tisti domačini, ki pač bodo to imeli dodatno na uporabo. In pa seveda potem zadnja faza sledi še v tem času do 23.5. še preplastitev igrišča, da bodo tisti športniki z žogo imeli čist, bom rekel, novelirano asfaltno površino, da bodo čez počitnice uživali na tem novem igrišču. Krasno. Kaj pa veliki odmevni projekt bazena Krško? Kako kaže? Dobro. Tam pa brni, ne? Tam pa brni tudi po noči, upam, in s tem tudi opravičujem tistim prebivalcem, če jih to moti. Saj prejšnji teden je bilo, pa zdaj v teh dneh to poteka tudi po noči, ker morajo vlade določene ampak gre za dober namen. Površine. Ja. Da se jim opravičujem, upam, da bodo potrpeli pa zdržali. Časovnica nam kaže zelo dobro. Tako da smo vrahli prednosti, ampak ne bom se hvalil, ker lahko se kaj zalomi, tako da časovnica je v redu. Finančno je v redu, tako v skladu z planom, nobenih zaenkrat presenečenj, moram potrkati po mizi, ni bilo. Trenutno je zabetoniran prvi takt temeljne plošče, nadaljujemo z drugim, tretjim, četrtim. Vse poteka brez zapletov, skratka sem vesel in tudi večkrat grem peš pogledati in lahko rečem samo zaenkrat vse super. Fantje vedo, kaj delajo, ne? Fantje vedo, kaj delajo in tudi, bom rekel, občani to vidijo, čutijo in tudi se zahvaljujejo oziroma podpirajo. Je pa zanimivo, recimo, da en dan se zgodili, so bili stroji v mirovanju, neki so druga pripravili, sem že dobil na sporočilo na elektronsko pošto, so že ostali gradbišče. Ne. Niso ostali zanimivo, gradbišče. vam res ni enostavno. Ja, niso ostali gradbišče. Na tekočem z informacijami. Če bojo ostali gradbišče, bomo javili, bomo sporočili, pa tudi razlog, zakaj so ostali gradbišče. Tako da zaenkrat pa res lahko rečem samo super in ne tako traja, ne gre tako naprej. Super, verjamem, da bazena se veselijo. Ravno zadnjič sem bila sama osebno tudi na sprejemu športnikov v kulturnem domu in se prepričala, koliko plavalcev imamo, ne, v Krškem dejansko. Od najmlajših do starejših. Ja, to je številka, ki je tako zelo lepa, pa to govorimo o kar nekaj 100. Ampak še enkrat, ne, ta bazen bo namenjen vsem, ne. Tako plavalcem, tudi tistim, bo rekel, ne plavalcem, pa tistim, ki se ne ukvarjajo tako aktivno s plavanjem. In ta bazen, kot sem že rekel, mora
laufati, bi rekel, zjutraj od 7 do zvečer, mora biti poln, mora živeti in verjamem, da bo živel v končni fazi. Zato tudi imamo že zdaj Zavod za mladino in šport, ki se tudi pripravlja na ta zagon, tudi kadrovsko, ko bomo ukrepili. Skratka, vse poteka, da ne bomo 2026, ko bo bazen pred otvoritvijo ali pa pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, da ne bomo vedeli, kdo bo zdaj skaj skrbo. Takrat mora biti vse pošliteno in to poteka vzporedno. Če so za gradbeno delo odgovorni pač izvajalci, smo mi odgovorni za te skupaj z Zavodom za mladino in šport za to posredno pripravo. Veliko zanimanja pa je tudi za osnovno šolo Mihajla Rostoharja. Kaj se dogaja na tem področju? Gre namreč za projekt nove stavbe. Tako je. Tudi tukaj se lahko na tem mestu pohvalim, da so se pogovori glede pridobivanja soglasij predstavljajo pozitivno smer. Lahko rečem, smo na dobri poti, da bodo ta soglasja podpisana. Če bo drugače, bomo tudi to povedali. Tudi v končni fazi nimamo kaj skrivati. Gre za javni objekt za naše otroke. Tako da tukaj si bomo nalili čistega vina slej ko prej, ampak zaenkrat pa to laufa smo pač predstavili iz te mrtve točke in lahko rečem, sodelovanje je zdaj dobro. Tako da smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tako da jaz verjamem, da bo to morda še celo pred dopusti ali pa pustimo si presnetiti, ne vem, ne bom predimenzioniral stvari, skratka smo v tej fazi pridobivanja, ampak sam projekt je pa tudi širši, predstavili bomo tudi transformatorsko postajo in pa uredili Bohoričevo ulico, skratka, ampak bistveno je, da začnemo, da dobimo gradbeno dovoljenje in potem, bom rekel, se to bo ta projekt razvijal in tudi postavil in jaz zelo vesel, ko bom to naredila in lahko rečem, smo v stalnih kontaktih tudi z gospo ravnateljico šole in oba sva to, bom rekel, proaktivno na tem področju, da nam je zato, da se to postavi. Dejansko, te otroci to dejansko potrebujejo zaposleni, potrebujejo Krško, verjetno potrebujejo celo regijo, ampak kakorkoli že, delamo korak za korakom in napredujemo in verjamem, da bomo morda že v naslednjem oddaji kakšno novo informacijo podal tudi glede samega gradbenega dovoljenja. Sva že nekako pri koncu oddaje, da ne bova predolga, ampak ne morem mimo ceste še z Dole Krško. Vemo, da gre za državno cesto. Kakšne premike imamo pa na tej točki? Tudi tukaj moram pohvaliti, da je premik pozitivni smeri. Skratka, teh dneh poteče tisti drugi rok za pritožbo, seveda na podlagi katere bi mogli biti neka okoliščina ugotovljena, ki v prvi pritožbi ni bila znana. Jaz mislim, da je tukaj tako, da pač pritožbe ne bo, če pa bo, bom povedal tudi variante, kaj sledi. Skratka, v prvem razpisu je bil izvajalec izbran, je bil znan, neizbrani izvajalec je pritožil, pa je to poteklo nekaj časa, zdaj bo padla odločitev v teh dneh in ko bo ta odločitev padla, potem če ne bo več pritožbe na to stvar, potem sledi pač sklenitev pogodbe z izvajalcem, podpis, uvedba v delo in začetek gradbenih del na sami cesti. Če pa pritožba bo, pa ponovno nekaj obravnava, skratka se pa lahko odmakne ponovno za 2-3 mesece, kaj se nihče ne želi, verjamem, da najmanj z Dolani. Kakorkoli že, to vodi država. Kar se tiče pa mestne občine Krško, pa imamo pri tem projektu, lahko rečem, smo na štartni vrvici, pripravljeni smo vse tisto, kar rabimo mi zraven prispevati in se veselimo začetka in uvedbe v delo. Gospod župan, če sva začela tokratno oddajo, da ste dobro, bom jo nekako zaključila s tem, da želimo dobro tem projektom, dobro vam na osebnem področju. Pred nami pa so prazniki, Velika noč. Boste takrat malce ustavili uro? Povejte, kakšen običaj Velike noči imate pri vas doma? Je sedaj drugače, ko ste župan, ali se je klasika? Skupaj šunka, pirhi, hren? Klasika. Klasika. Ostaja klasika. Tako da zjutraj, to zadnja leta, tudi sem bil že župan, grem k cerkvi,
mi rečemo zgobo, kjer blagoslovi duhovnik gobo in potem odnesem domov in tiste prostore, pač tisto gobo odišavim. Prej sem to še nosil tudi domov moji mami, zdaj žal pokojna, pač nekako ta del spustim. Potem pa doma žegni nese pač ženski del, če tako rečem. Vi pa pripravite mizo. Mi pa pripravimo mizo in tako naprej. Je pa zanimivo, morda čisto, no, zadnji sem bil v družbi enega duhovnika in sem ga vprašal, kaj je bolj pravilno, ne? Ali jemo žegnano hrano, ko prinesemo domov žegna, ali naslednji dan za zajtrk, ne? In nekega pravilnega odgovora nisem dobil, malo v šali, malo zares, jemo takrat, ko smo lačni, ne? Tako da pri nas doma je ta običaj, da jemo, ko prinese domov, eni pač drugi družine imajo običaj, da jejo to nedeljo velikonočni zajtrk, v nedeljo zjutraj, kakorkoli že. Jaz, glede na to, da ste začela z vsem dobrim, bi vsem našim občankam in občanom zaželel vesele in dobre, blagoslovljene velikonočne praznike, in ker se ne bomo videli tudi ne za prvomajske praznike, jaz verjamem, da se vidimo na našem kresovanju na Trški gori. Ki bo. Mislim, podatek uradnega vabila nimam, ampak verjetno bo, tradiciji se ni za izogibati, da lepo preživijo prvomajske praznike tudi, da si naberemo novih moči in da v mesec maj, mesec ljubezni, mesec razcveta štartamo odpočiti, srečni, zdravi in novim zmagam naproti. Gospod župan, še enkrat najlepša hvala, da ste prišli v naš studio. Predvsem hvala lepa za tale obširen, predvsem pa sproščen pogovor in bom zaključila vse dobro vam, kakor tudi vam, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, kaj kmalu se zopet vidimo, do takrat pa lepo se imejte in srečno. Srečno, hvala.